Daj mi mir. Drage dame in gospodje, vsi tisti, ki ste trenutno v službi in ne počnete nič, dobrodošli na rdeči preprogi Roškarjev 2022. Tukaj bomo sprejeli naše zvezde, ki se bodo potem podale v glavno dvorano, kjer so nominirane za, seveda, Roškarje. Pogledali bomo, kako so danes oblečeni, kako se pripravljajo na tale svečan dogodek in se mi zdi, da počasi tudi prve zvezde... Dajte mi mirno, hudiča, koliko so tečni ti ljudje. Prve zvezde pričakujemo zelo kmalu, samo da jih odloži skiro ali limuzina, ne vem, ali pa nekaj vmes, bomo videli, ampak v vsakem primeru, poglejte, tukaj pa je že Miha Deželak, dajte mirno, hudiča, Miha Deželak, tako na hitro. Miha, kako se počutite? Vidim, da sem se jaz čist premalo uredil proti vam. Ja, počutim se tako izvenserijsko, ne. Jaz se spomnim, ko je moja mama igrala v Cvetje v jeseni, je bila statistka. In takrat se je vse skupaj začelo. Takrat ste podedovali tale talent. Ona je šla mimo, se je sprehodila in takrat se mi zdi, da se je to vse skupaj začelo v mojem življenju. Tako, ko se boste zdaj vi sprehodili pri rdeči preprogi, kar izvolite v glavno dvorane, odličen styling. O moj bog. To sploh ni zaigrano, to so res pravi oboževalci. Izvolite, Miha Deželak, sto vas že čaka. Pestro bo danes, zelo bo pestro. Imamo pa še naslednjo, poglejte, tole je še ena izmed nominirank. Jana Morelj, čudovita kot vedno, končno nekdo, ki je dejansko oblečen. Kdo je vaš styling? Jaz sama sem svoj styling. A res? Moram pa povedati, da danes dejansko nisem spala, ker nisem vedela, kaj točno naj oblečem. In sem pa tudi uro, glej, številčnico sem uskladila z obleko, torej zelena, ne? Kako lepo. Make-up tudi? Morda je malo, morda je pa res. Make-up tudi vaš? Vse moje. Domača izdelava, tako da to je to. Ne, ker je videti te podočnjake zaradi nespanosti. Ker dajmo še par selfijev na hitro. No, dovolj je, ker smo le časovno omejeni. Izvolite, gospodična Morelj. In tukaj še največja zvezda izmed vseh. Denis Avdić je prišel v stylingu, kot se za tako zvezdo slovenskega medijskega prostora tudi spodobi. Odlično. Gospod Avdić, tudi danes pričakujemo kakšen škandal, morda kakšna klofuta Robertu Roškarju? Ne, stari, sam gore en serije, pa sem prišel dol sred. Ja, ne, serijemo pa potem pol tam, no, tudi pri zvezdah je pač potreba, velika potreba, pa upam, da je tudi po nagradi Roškar. Kmalu se bo vse skupaj začelo, seveda bomo glavno zvezdo tudi počakali, da se v serije, oziroma, pardon, gre na drugo potrebo. Bomo še malce počakali. Denis je bil, Denis! Dajte mi mir. Seveda pa je tukaj tudi še ena zvezda večera, voditelj Roškarjev in idejni vodja. Danes so ga že vsi pohvalili, da kako lepo je oblečen. Menda moram dati cuknič večkrat gor, mi pravijo, ja. Ljudje so kar malo znemirjeni, ko me gledajo. Očitno moram priti parkrat na šiht tak. Fajn bi bilo, ampak škoda, ker delamo na radiju in tega sploh ni videti. Res, ja, okej, verjetno. Boš me še kaj vprašal, kdo mi je... Ne, me ne zanima. Kaj danes pripravljaš? Se pravi, podelili bomo nagrade res na nivoju, nagrade, ki jih bodo za vzor vzeli tudi Oskarji. Res, pričakujemo kakšno klofuto morda? Pa dajmo opraviti za enkrat bolj miroljubno, če se da. Vseeno bomo seveda upali na kakšen škandal na letošnjih Roškarjih 2022. Očitno Denis Avdić še vedno opravlja veliko potrebo, očitno je imel tudi zelo obilen zajtrk in se stvari dogajajo tam dol. Vsem tukaj oboževalcem, ki so nas pričakali, sporočam naslednje. In še enkrat hvala, da nas spremljate v takem številu. Koliko so ljudje tečni, to ne moreš verjeti. Prosim, če zginete kaj nekam. A lahko čim prej začnemo, ker to ni normalen. Kje hudiča je Avdić? Dajte začeti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na svečani podelitvi. Stari, to niso žarometi. Daj ga še enkrat od začetka. Ljubi Jezus. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na svečani podelitvi nagrad Akademije Roškar, Roškarji 2022.
Po letu premora se zaradi izjemnega povpraševanja na Radio 1 vrača najbolj čislana nagrada na področju audiovizualnih umetnosti. Sedaj pa vstanite za voditelja Roškarjev 2022 in predsednika Akademije Roškar. Z vami je Robert Roškar. Kako je to nalepljeno? Jezus. Lepo pozdravljeni, dame in gospodje, na tradicionalni in bienalni podelitvi najpomembnejših filmskih nagrad na svetu, Roškarji 2022. Vsako leto se zbere in jih podeli Akademija Roškar. Moje ime je seveda Robert Roškar. Seveda pa zavod Anja Ramšaka, ne, kot skupaj. Oh my God, zakaj si ti tu? Zaradi tega, ker od februarja počneva vse skupaj in šefi so rekli, da ne znaš sam, tako da izvoli. Pa to so Roškarji, ne Ramšakarji. Mislim, to ostane, priimek ostane, ker mi je ful všeč in ful paše, pa še Oskar je noter v Roškar planem. A je lahko ena stvar moja, čisto moja, brez da se mi... Ej, zakaj lani ni bilo? Ja, zato, ker je bila korona, pa so bili vsi bolani. Pa... Tisti meni, da so bili hemeroidi, pač zdaj povem. Oh my God, a nimaš ti, Hemeroidi so bili. ne vem, podelitev kuharca leta na Vuhredu 2022, bodi tam, prosim. So mi rekli, so me povabili, ampak so rekli, da bi veliko raje bila s tabo. Wow, jaz sem res srečo v Res imaš življenju. srečo. Torej, kaj se pravi, kaj dajemo? Najraketica 2022? Ne, to si Korošice podarjate med sabo. To so veliko pomembnejše nagrade. Torej, Roškarji 2022 so že leta največja gala prireditev Radia 1, ki tudi letos poteka pod geslom Zakaj bi imeli Oskarje, če imamo Roškarje, ali še bolje, pozabite Oskarje, tukaj so Roškarji, prosim za spontani aplavz. Hvala lepa. Gre torej za prireditev, v kateri izjemno cenjena Akademija Roškar počasti vrhunske filmske dosežke naše medijske hiše. Prireditev, v kateri dokazujemo, da nismo samo zvočno, ampak tudi vizualno podkrojeni, nekateri izgledajo boljše, drugi slabše. Preden pa začnemo, bi rad poudaril, da smo tudi na to prireditev povabili smetano slovenske estrade. Ta ni uspela priti, zato so tukaj samo jutranjiki Denis Avdičova in nekateri ljudje, ki jih je naša organizatorka prisilila, da pridejo dol. Zdaj pa začnimo, kje so fanfare? Aha, okej, pihat, tu znaš, jaz mislim, da znaš sam vleči. A ja, ti pa še tega ne znaš dobro. Kaj je tvoja funkcija tukaj? Pač pomagam ti, teba. Okej, daj, lahko začnemo s prvo kategorijo? Izvoli. Glas, prosim. To je glas, prosim. Nominiranci v kategoriji Roškar za frizuro leta so Matjaž Lovše, Hvala lepa. To je Flora. Flora nima funkcije. Flora mi podaja stvari, ker me da na teh dogodkih rabiš nekoga, ki ti poda stvari, čeprav prisežem, da bi lahko segnil sam. Pa ne boš. Torej, zmagovalec v tej kategoriji je človek, ki je zbral pogum in si priznal, da rabi popravke. Lahko rečemo, da gre za človeka, ki se najbolj sveti takrat, ko se ne sveti. Torej, Roškarja za najfrizuro leta dobi, oh my God, oh shit, kaj se bo pa... Matjaž Lovše! Aplavz, prosim! Kako smo šokirani. Hvala lepa. Matjaža žal ta trenutek ni z nami, ker skrbi, mislim, dela na programu in skrbi za več dobre glasbe, tako pa nekako pa zgleda, no? Okay. Ga lahko predstavljamo, ne? Super, a boš ti... Mu bova dala, to bom se Boš vse ti stala zdaj tukaj zraven mene? Ja. Dobro, gremo prosim na naslednjo kategorijo. Dobro ti gre, super. Glas. Mene poslušaj, glas. A bo? nominiranci v kategoriji Roškar za najmuzikal na podlagi Eurovizije so Robert Roškar, Ančika, joj sem vesel, da si k meni prišla. Ančika. A ne bi predvajali še malo več? V glavnem, dame in gospodje, jaz bi rad zdaj povedal, da gre za izjemno pomembno kategorijo in eno najprestižnejših nagrad. Kuverto, prosim, Flora. To je res napeto, jaz vem, da zdaj marsikdo misli, kdo je pa zdaj zmagal, da trepetate vsi skupaj z mano. Akademija Roškar je napisala takole, jaz citiram, kaj so povedali drugi. Za izjemne dosežke na področju vizualizacije glasbenih mojstrovin, za kar je potreben izjemen talent in čut za estetiko, je bila Akademija Roškar enotna in je zato enoglasno odločila, da gre Roškar za najmuzikal na podlagi Eurovizije Robertu Roškarju. Wow, bravo. Mislim, jaz bom zdaj vseeno odprl kuverto, ne?
spodaj pa so še pripisali, da si Roškar zasluži več denarja, veliko več. Hvala lepa, jaz vam tole samo poudarjam. Ja, oh my God. Ampak res sem vzela, zaradi tega, ker v tem videu sem zvezda jaz spet, ne? Ja, sem bil ta glavni tu. Nisi bil ta glavni, Roškar, jaz si sem- zasluži se... Ne, kar je moje, je itak tvoje, tako da hvala lepa. Anja, prosim, pojdi k tvoji bestički, pa si natoči liter, 2 vina, koliko češ. Naprej, gremo. Nagrado. Glas. Glas. Nominiranci v kategoriji Roškar za tujejezični film so Denis Audić, Ma vas, vi morate do Donje Batine, nije shopping, ali se isplati. Kako ste nice, Ma- thank you. Vidi, samo se diže, samo da vas vidim. Čau. Oh my God, napetost v dvorani je neverjetno, lahko bi jo rezal z nožem. Za izjemno interpretacijo lika, kljub jezikovni pregradi, si Roškarja za tujejezični film Hojsover prislužil... Denis Audić! Oh my God! Zvoni, pridi. Stitke. Super, bravo. Wow. Izvoli, kako mikrofon. Tam imaš. Kakšno besedo, če bi povedal. Ja, izvoli. Čim manj, prosim. Pa ništa, ova nagrada mi puno znači za tujejezični vaš film. In hvala puno svima koji ste u milionima glasali za mene i gledao sam Oscar. Ne, prisne. Mi smo rekli, da... Če se dela na Oscarih, če sem videl, da se dela, stari. Ti imaš to, dajmo! Če sem videl, da se tako dela na Oscarih. Kaj se bo zdaj zgodilo? Da, se nam zgodilo, stari, de petko. Pička! Dol. Vzemite mu kipec, zdaj takoj! Sem malce pa pasalo, ne? Čist malo. Gremo dalje. Glas. nominiranci v kategoriji Roškar za najžensko vlogo so Miha Deželak, Poslušajte, moj sin te lahko spravi ob službo. A ne mere tebe v Hrvatsku. Čekajte, tako nečete sa mojom mamom da se porazgovarate. A smo mi malo preč na kratko izrezali? Te vidite, da so mi kratki. Takole piše, za izjemen stik s svojo ženskostjo in nazornim prikazom, kaj v teh časih in v tem norem svetu pomeni biti ženska. Roškar je za najžensko vlogo, za vlogo mame v filmu Hojsover na granici, najbolj gledanem filmčku na Facebooku Radia 1 in na YouTube Radia 1 zadnjega leta v preteklem letu dobi. Flora, kar da boš upravila tole nalogo. Miha Deželak. Miha, kar ostani, prosim. Ja, da ne bomo zdaj cajta zapravljali. Hvala ti. Super je. Takole, čudovito. Jaz predlagam, da gremo kar naprej. Glas. nominiranci v kategoriji najbolj žgečljiv video so Denis Audić Show, Tisti, ki so to že delali, so rekli, da je ful easy. Pa moraš to, zdaj nimaš druge. Stari, meni je vse najti enega drugega. Pet ven. Za izjemen prikaz dejstva, da je erotika lahko tudi umetnost in da smo končno videli malo več kože, Roškarja za najbolj žgečljiv video dobi, dame in gospodje, jaz vem, da niti en v Sloveniji ne more si misliti, kaj bi se lahko zdaj zgodilo. Denis Audić, čau. Bravo. Zdaj nagrade, ne rabite priti iskat. No, vse ta ista kot prejšnja. Ok. Dobro, hvala. Super je, gremo dalje k naslednji kategoriji. Glas, spregovori, prosim. Lahko pa po drugi strani malo. nominiranci v kategoriji Roškar za največ YouTube ogledov so Robert Roškar, Povej mi, kaj je. Kaj kot posebnega? Oh my god! Roškar! A si ti normalen? Ne? Ja, jo, magad, jaz sem poživčen v tem trenutku. Za daleč največji uspeh na YouTube platformi si je za film 24 ur prerenkanja Anja Ramšek prislužil edini in edini, pravi komisija Roškar, Akademija, pardon, nenadomestljivi, vsestranski nadarjeni in obdarjeni Robert Roškar. Wow. Ja, gledajte, tako so napisali, jaz nisem kriv, zmenite se z njimi. Oh my god, Robert Roškar. Pa bom spet jaz. 24 ur prenkanja Anje Ramšak, spet sem jaz v naslovu. Ideje so bile moje. Ne, niso bile, tisuje pa od Audića so bile.
Glas? Glas? Glas. Nominiranci v kategoriji Roškar za najkohones na Radiu 1 je Jana Morel, Ej, bolj počas! Sem imela občutek, da se bom zvrnila nazaj. Kuverta, prosim, torej za izjemen pogum, ki je bil potreben za to, da se je v dobrodelne namene pol ure dajala dol. Aha, z najvišje stopnice v Sloveniji. Roškar je za najkohones na Radiu 1 dobi Jana Morel. A si lahko, prosim, ekstra kratka? Flora, enkratno zgledaš, Anja, ti tudi. In ful dobro, da si se prodružili. Da je končno ta prireditev dobila neko težo in neko veljavo. Tako da hvala lepa za to. Na druga stran pa še šamarje. Hvala lepa, prisežem. Redok se niso me toliko dotikali. Jana, ti znaš imeti čudovite govore. Zdaj pa še zadnja in daleč najpomembnejša kategorija v današnji prireditvi. Glas, prosim, povej svoje. nominiranci v kategoriji Roškar za najroškarja je Robert Roškar. Jaz imam ful občutljiva jajca in ne boste me stiskali za jajca. Ampak meni pol ni bilo prijetno, da je bilo hlapno. Počutil sem se, da nisem tako varen. In sem mu pol rekel, naj mi nazaj stisne jajca. In pol mi je nazaj stisnil jajca. In sem imel normalno stisnene jajca, tako kot vsi ostali. Tukaj nekega posebnega govora ni potrebnega, tudi koverte ne rabim odpirati. Ampak dajmo se preveriti, no. Torej, jaz sem dobil roškarja za najroškarja. Super, in jaz sem dobil sam še en kipec. Spontani aplavz, prosim. Hvala lepa. Jaz sem te naredila, veš, tukaj je on Mirka Majerja, pa to. Kaj to pomeni, da si me ti naredila? Hvala lepa. Ja, ne vem, vprašaj šefa. To je to. Roškarji 22 so podeljeni. Prosim, kar ste pojedli, ste pojedli. Počasi bomo se poslavljali. Dobene flaše, da ne bi vzeli za sabo. Družba, lahko greste srečno. Ne, ni še to. Glas, prosim. Glas, prosim. Nominiranci za posebnega Roškarja 2022 za posebne dosežke je Robert Roškar. Wow. Hvala. Roši, seveda te ne bomo pustili, to je zdaj moja koverta, hvala lepa, te ne bomo pustili domov brez klipca, tudi ti se zagotovo zaslužiš svoje, oziroma verjetno si nominiranci. Posebnega Roškarja za posebne dosežke dobi Robert Roškar, in sicer kot edini človek, ki se mu je po enem mesecu stroge diete uspelo zrediti za 1 kilo. To je poseben dosežek. In poseben dosežek seveda terja poseben kipec. Izvoli, Robert. Lahko kaj poveš, če hočeš. Hvala lepa za tega Roškarja. Zdaj pa se mi je ful zaluštalo nekaj pojesti, moram priznati. Hvala lepa, glas, nasvidenje. Ta bo ni da rečem. Spoštovane, spoštovani, hvala, ker ste bili del gala podelitve Roškarjev 2022. Izhodi so označeni na vaši desni in levi. Prigrizke, ki jih niste uspeli dokončati, prosim, pustite na mizi. Luči se bodo ugasnile čez 10 sekund, tako da imate dovolj časa, da zapustite prostor. Hvala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zakaj je kdo sploh še tle? Čestitke sem.